Le 14 dni po končani prvi dirki letošnje sezone za državno prvenstvo v Aureliju je hitro napočil čas za naslednjo. V drugi polovici maja, kot ponavadi, spremljamo Aurelij Velenje, leto že z 39. izvedbo. Lepo zdrav, spoštovani gledalke in gledalci iz Šaleške doline, kjer je vreme ponovno naklonjeno dirkanju in 70 posadkam, ki so se podale na start tega relija, ki je bil v Sloveniji izveden največkrat. A preden se zares posvetimo vsebini tega relija, si hitro osvežimo dogajanje iz Vipavske doline, kjer je bilo kar zanimivo. Že takoj na uvodni preizkušnji leta smo bili priča odstopu, ki bi znal krojiti razplet sezone. Na četrtem brzincu Manče sta dirko predčasno končala lanska prvaka Marko Grossi in Tara Berlot. Malenko sem precenil in prehitro v desni ovine, kjer sem trgal zadaj levo kolo. Ja, mogoče je bila želja malo prevelika, in to hitrostno preizkušnjo poznam odlično, večkrat se vozim tam čez in precenil sem svoje možnosti pričakovanja in malenkost je zmanjkalo, mogoče par centimetrov, ampak to je del tega športa. Zaradi novih pravil, ki dopuščajo en slabši rezultat v sezoni, ta odstop zaenkrat še nima velike teže. Trenutno vodilna posadka s 45 točkami je zmagovalna z relija Vipavska dolina. Rok Turk in Blanka Kacin, ki sta tam gladko odpravila s konkurenco. Tako je 6-kratni državni prvak pogledoval proti velenjski dirki. Teh 14 dni je bilo, bom rekel, kar kratkih. Pripravili smo se na to dirko, bom rekel, tako na vsako do zdaj, kad je ta prva. Kaj se na pričakovanjih je težko govoriti, štartna lista je dobra, konkurenčna, tako da bomo šli v dirko pomedli spod, kako se bo odvijala. Jasno je, da bo na tej dirki njegov glavni konkurent v državnem prvenstvu ponovno Grossi, a kot sam pravi, meni ta dirka najbolj ne leži, čeprav je zelo lepa. Še en odstop bi za samo moštvo, za vse nas pomenilo, če nič drugega psihično, da se suje, tako da ja, danes si želim predvsem prijeti v cilj. Pred dirko smo ujeli tudi zmagovalca divizije 2 iz Vipavske doline, ki nam je zaupal, kako bo za dober rezultat treba odpeljati tukaj. Brez napak, vsaka napaka se pozna. Odpeljati čim bolj konstantno, čim hitreje, tako da to po mojem, da je eden ključev. Tudi relij Velenje je, kot Vipavska dolina, štel s koeficientom 1,5, kar kot že znano prinaša 45 točk zmagovalcu. Posadke so na traso zapeljale že kar zgodaj, prva hitrostna preizkušnja Šentilj se je začela ob 7:23. V krogu se je izmenjevala z brzincem Vinska gora, vse do zgodnjih popoldanskih ur sta bili na vrsti trikrat. Rok Turk je startno številko 1 postavil najboljši čas Šentilja 1, za 4 sekunde pred mladim 21-letnim Filipom Konom, ki sta s sovoznikom Tomom Woodburnom prvič obiskala Slovenijo. Za češkega voznika je bil to tudi debut v dirkalniku razreda Rally 2 s podporo ekipe Raimunda Baumschlagerja. Da je bila tuja konkurenca res močna, je s tretjim časom poskrbel še en član te ekipe, Peter Eibisberger. Na lestvici državnega prvenstva kot pričakovano drugi Grossi. Presenetil pa je Martin Čendak, ki je za kar 6,9 sekunde prehitel Škulja in ga s tem izval na boj za zmago v diviziji 2. S še večjo prednostjo je merilo v prvi diviziji postavil Domen Slejko. V Vipavski dolini drugi, le za Janom Revletom, ki ga v Velenju ni bilo. Drugi čas sta postavila Rok Bazjak in Hanna Vihtelič, ki sta se vrnila po nesreči pred 2 tednoma. Na Vinski gori sta se resneje v boj za drugo mesto z njima spustila Luka Brus in Tadej Zaljuberšek v pokalnem Oplu Adam. Dirkalnik so uspeli popraviti tudi pri ekipi Roberta Kresnika, z Nives Cotič sta izvrstno končala prvi krog preizkušenj, s polminutnim naskokom pred Mihevcem. Dirka se je zelo zgodaj končala za posadko Klemen Kovačič, Enej Bobič, petouvrščenih v diviziji 2 iz Ajdovščine. Vse od začetka so jo pestile tehnične težave. Filip Kon se je očitno hitro spoprijateljil s šaleškimi cestami, dobil je namreč drugo in tretjo hitrostno preizkušnjo. Poslednji je razlika med njim in Turkom znašala točno 0,1. To je obetalo izvrsten boj za zmago. Vse do trenutka na naslednjem brzincu, kjer je Kon izgubil 20 sekund. Zakaj? We had a puncture, so I drove on a puncture for like 4K, so we lost some time and Nesrečen trenutek, a je drugo mesto k sreči ostalo neogroženo. Za najnižjo stopničko se je namreč razvnel boj med kar 4 posadkami. Avstrijec Peter Eibisberger je držal 40 prednosti pred Markom Grossijem, 5 sekund pred Nemcem Filipom Geiplom v Škodi Fabii in dobrih 6 sekund naskoka pred Mađarom Andrašom Hadikom na 6. mestu. Obrnimo se ponovno na divizijo 3. Vase Miklavčič je zamudil kar 18 minut na časovno kontrolo pred brzincem, kar mu je prineslo 3 minute kazni in s tem trenutno zadnje 4. mesto v tej diviziji. Šentilj tretjič je ponudil tretjega zmagovalca hitrostnih preizkušenj. Filip Geipel s sovoznico Katrin Bekel je bil za 30 hitrejši od Turka. Medtem je prednost Idrijčana pred Markom Grossijem v konkurenci državnega prvenstva presegla pol minute.
Prav tako pa sta za 30 sekund prednjačila Martin Čendak in Jakob Markežič pred Škuljem in Ocvirkom v diviziji 2. Na še zadnjem brzincu prvega dela relija je prišlo do zamenjave na 3. mestu skupno. Gajpel je odpeljal veliko bolje kot v prvih 2 prehodih Vinske gore in prehitel Eibisbergerja. Na vrhu sta Rok Turk in Blanka Kacins konstantno vožnjo držala razliko do posadke Kohn Woodburn, ta je znašala 21 sekund in desetinko. V diviziji 2 omenimo bitko med Janom Medvedom in Mitjo Glasenčnikom. Slednji je tekom dirke odbijal napade dirkača v Oplu Corsi, a je postajal slabši čas Vinske gore 3. Obetal se je torej dober dvoboj za zadnjo pozicijo na stopničkah. Robert Kresnik in Nives Sotiš sta v 3. diviziji vodila za 55 sekund, a žal tudi ta reli za njiju ni bil usojen. Pretirano sekanje v enem izmed ovinkov je povzročilo okvaro sprednjega levega kolesa in drugi zaporedni odstop. Vodstva sta z velikim naskokom prevzela Domen Mihevc in Pavel Rotar. Prvi krog preizkušenj sklenimo še z uspehom Jureta Jereba z najboljšim časom divizije 1. Zanj je to prvi reli po Idriji 2022. Sledil je drugi del relija s hitrostnima preizkušnjama Lokovica Skorno po 3-krat in Ravne 2-krat. Tudi po prvem prehodu skozi Skorno je bil Jereb s Cliom reli 5 visoko, a k temu je potreboval še en drugi zaporedni odstop, tokrat Roka Bazjaka in Hane Vihtelič. Razlog? Tehnična okvara. Na vrhu se je dobro znašel Marko Grossi s staro Berlot poleg njega. Začasno mu je uspelo prehiteti Gajpla za 3. mesto na dirki. Ne moremo pa mimo še enega odstopa, ki je spremenil potek divizije 3. Domen Mihevc je Velenje po zmagi v Vipavski dolini zapustil brez točk, prav tako zaradi napake tehnične narave. V vodstvo je torej zapeljal Vase Miklavčič. Filip Kohn je bil na Ravnah, ki je tudi najhitrejši brzinc, krepko hitrejši od Turka za 5 sekund in pol. Še vedno pa je bila razlika varna, da je bila vodilna posadka lahko brez skrbi. Na Skornem drugič se ponovno ustavimo pri boju za 3. mesto v diviziji 2, kjer se je Glasenčnik utrdil na tej poziciji. Najdete torej samo po 6. HP-ju ugledal možnost stopničk. Vredno je omeniti še mladega 19-letnega Renija Černigoja, ki je na tej preizkušnji dosegel drugi čas divizije 1 in tam suvereno držal 4. mesto. Zaenkrat se resneje še nismo dotaknili vrstnega reda v konkurenci državnega prvenstva, saj se ta vse od druge hitrostne preizkušnje ni spremenil. Turk pred Grossijem, Čendakom in Klemenčičem. Zgledalo je, da bo tako tudi ostalo, a sta Mitja Klemenčič in Viljo Šlaj na 10. brzincu nadoknadila več kot 20 sekund proti Čendaku in prevzela 3. mesto. Ali sta ga do konca tudi obdržala, pa malo kasneje. Najprej bomo skozi ciljno črto zapeljali posadke divizije 3. Bolj natančno posadki, saj sta samo 2 zaključili z relijem. Robert Anželak in Radovan Babič sta si z 2. mesto prislužila 36 točk. Zmagovalca Vase Miklavčič in Martin Černigoj pa 45. Razlika je bila kar ogromna, 6 minut 54 sekund. Divizija 1 je bila malo bolj zanimiva. Še posebej je to dokazal zadnji prehod Skornega, kjer je prišlo do zamenjave pozicij na stopničkah. Jure Jereb in Matej Praček na koncu nista dobro odpeljala, zato sta ju Luka Brus in Tadej Zaljuberšek prehitela za 16,4 sekunde. Skozi ciljni prostor pa sta kot zmagovalca v rumenem Oplu Adam zapeljala Domen in Klara Slejko, ki sta ravno na zadnjem HP-ju ustvarila razliko 1 minute tekom relija. Točno 10 posadk je prišlo v cilj, a pravega boja na nižjih pozicijah nismo spremljali. Trije pokalni Opli trenutno prevladujejo na vrhu razpredelnice točkovanja, razlika med njimi znaša 30 točk. V drugi diviziji sta Mitja Glasenčnik in Matej Pistotnik brez težav zadržala 3. pozicijo, s prednostjo kar 18 sekund pred Medvedom. Razred zase sta bili prvi 2 posadki, Mark Škul in Uroš Ocvirk sta se morala tokrat sprijazniti z 2. mestom. Ja, Martin je bil skozi celoten dan hiter, že zjutraj takoj pritisnil, kjer so z Urošem že malo zaostala, tako da si je nabral prednost, kjer je bila mogoče neulovljiva skozi celoten dan, pa s to hitrostjo, ki smo se vozili. Dobila sta 3 brzince, ostalih 8 je šlo v roke Martinu Čendaku in Jakobu Markežiču, ki sta torej prvič dosegla zmago v diviziji najmočnejših dirkalnikov gnanih na prednji par koles. Zjutraj smo napadli od prvega metra dalje, vemo, da smo močni na prvi prehod in smo bili kar presenečeni, da smo se tako odlepili od ostalih fantov.
popoldne pa smo probali to zdrževati. Kljub temu je bilo kar naporno, no. Veliko peska je bilo, nenehno si mogel paziti na kakšna vrtenja, prebite pneumatike, tako da zadovoljni, presrečni res. Mislim, da lepa potnica za naprej. 33 sekund in pol da vedeti, da to ni bila posrečena zmaga, ampak da se je s tem prvak divizije 1 leta 2022 zdaj še bolj uveljavil kot odličen voznik. To dokazuje tudi pogled na lestvico točkovanja, kjer sta Čendak in Škulj izenačena, vsak zmago in drugim mestom. Kdo ve, kaj vse nas še čaka v tem dvoboju za prvaka divizije 2. Sledi razplet v konkurenci državnega prvenstva. Klemenčiču in Ošlaju je le uspelo zadržati 3. mesto. Znova sta v zaključnem delu relija pridobila mesto, a tokrat je bilo vse skupaj težje kot v Vipavski dolini. Proti koncu prvega dela sva se ujela, pa sva naredila na Vinski gori napako, sva se zavrtela, sva zgubila. No. V drugem delu so se pa potem pojavile tehnične težave z ročno in sva spet na hardih zgubljala. Tako da sva se mogla pa res na predzadnjem zadnjem orang potruditi, da en ratelj nama je, tako da je kar užitek bil. Marko Gros in Tara Berlot nista imela težav s tem, da sta zadržala drugo mesto in si prislužila prve točke v sezoni. Je pa Marko na koncu izpostavil zahtevnost dolgega relija. Ni to lahko, kot marsikdo si misli, teh 130 km preživeti. Zadnjih trocno preizkušnje, moram reči, zbrano smo ni več delovala. Taro sem zelo malo poslušal in na koncu se moraš pač sprijazniti s tem. Mi smo le, bi rekel, amaterji v tem športu in težko je braniti take imena, kot so bila danes tukaj, tako da sem zadovoljen tam, ker sem na koncu. Minuta, 5 sekund in 8 desetink je znašala razlika do Roka Turka in Blanke Kacin, ki sta vknjižila novih 45 točk na svoj račun. Na vsakem brzincu sta bila vsaj 3 sekunde hitrejša od najbližjih zasledovalcev. Največji izziv mogoče je bil res ostati zbran. Ostati zbran pa v bistvu izogniti se vsem, bom rekel, pa s tem na progi. Glede na to, da smo ene brzince pelali 3-krat, da smo se mogli tudi hitro voziti, je bilo res bila, bom rekel, ta fokus, ta zbranost je bila, bom rekel, nekako najbolj pomembna. Pod stopničkami sledijo najboljši 3 tekmovalci iz divizije 2, nato pa Pelhan, Medved, Zrinski in Mlinar. Točke so osvojili še Pajk, Krženjak, Požek, Miklavčič in Slejko. Ko smo že pri točkah, Turk jih ima v letošnji sezoni 90, drugi Klemenčič pa 22,5 manj. Sezona je seveda še dolga, s 5 reliji do konca se marsikaj lahko zgodi. Za konec smo prihranili še skupne stopničke. Filip Gajpel je Slovenijo obiskal prvič, kar ne velja za njegovo sovoznico Katrin Baker. Leta 2008 je zapiske brala na Saturnusu in v Mariboru. Dosegla sta skupno 3. mesto. 8 sekund pred njima sta reliju uspešno zaključila Filip Kohn in Tom Woodburn. Da sta imela težave s preluknjeno gumo smo že omenili, na zadnjem brzincu pa se je zgodil še en pripetljaj. On this last stage we had a spin, but it was clean rally. Second place is good for us. We managed to do some first times in the stages, so I think for the first time we have the speed. We just need to keep out of the mistakes and just a little bit do it more cleanly and it will be good. Če ne bi bilo teh težav, bi bil Kohn zelo konkurenčen proti Turku, a seveda je vse tole predvidevanje. Ura je na koncu pokazala 37,3 sekunde zaostanka za zmagovalcem, ki pa je pohvalil mladega tekmeca. Po mlajši to je prva stvar. Ne, je sigurno fant obeta, ima pravo ekipo, ima pravo pripravo. Zjutraj je kazal, da bo imela lepo borbo. Dobro je bila rezerva, če bi jo nucali, ampak pol po tisti gum, ki je zgubil 20 sekund, smo enostavno tisto distanco držali, niso pustila blizu in nekako, bom rekel, dirko pripeljali do konca. Na skornem 3 je prišlo do spremembe še na 4. mestu, Andraš Hadik je uspel prehiteti Grosja za sekundo. Reli Velenje je uspešno zaključilo 52 posadk. Pospremili smo torej še 35. skupno zmago Roka Turka v njegovi karieri, do katere je prišel, bodimo iskreni, s kančkom sreče, ampak tudi to je v reliju še kako potrebno. Reportažo smo pripeljali do konca, če ste željni ogledati še več naših vsebin, preverite povezave, ki vas bodo peljale na naša družabna omrežja. Mi pa se bomo znova oglasili s 3. dirke državnega prvenstva v reliju, ki bo v Železnikih konec junija. Še prej pa vas vabimo na gorsko hitrostno dirko na Gorjancih, ki bo 8. in 9. junija. Avtoportret.si bo tam. Hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje.